Dober večer in lepo pozdravljeni na podelitvi, peti podelitvi že v bistvu, petič se podeljuje Zlati repce. To so nagrade za dosežke v svetu stripa. Moje ime je Matjaž Peklaj, z mano na odru pa sta Matej Dečeko in Jernej Žumr, ki bosta risala in imela stripovski spopad med tole podelitvijo. Danes bomo podelili 4 nagrade, in sicer za otroški strip prevod, za otroški strip domači, strip za odrasle prevod in pa strip za odrasle domači. Začeli bomo z otroškim stripom prevodom in da se začne tale dvoboj. Vidva sta se že dobro ogrela? Sta se? Ok? Ne? En se je ogrel, en pa še ne, tako da bomo videli, če ima to kakšno vezo, kakšno prednost. Zato, da bomo naredili tale dvoboj, bomo pa potrebovali par vaših predlogov, kaj bosta fanta risala. In glede na to, da prvo nagrado podeljujemo za otroški strip prevod, bi prosil za kakšen predlog iz publike, za kakšnega stripovskega junaka, ki ni slovenskega izvora, ki ga poznamo predvsem iz stripov za otroke. Imamo kakšno idejo, kakšno željo? Asterix, a to je brat od Asterixa. Kako? Is no good. Is no good pa Asterix. Kaj se vama zdi? Kjer ga bi rajš risala? Vama je vseeno. Ok. Pol pa jaz predlagam eno funky kombinacijo. Naredili bomo, da te liki kaj delajo. In glede na to, da sta to kar zelo dobra predloga, jaz predlagam, da narišemo Is no gooda, ki hoče biti galec. Ok? Is no good se dela, da je vaščan pri Asterixu in Obelixu. Zdaj samo... Jaz sem malo zmeden, kjer od dveh riše tole žabo na levi, da jaz vem, kako komentirati. Aha, ok, to si ti. Se pravi, na levi imamo Jerneja, na desni imamo Mateja. Odlično, še podpisan se je. Ni žaba, mogoče ni žaba. Se zgodi, ne? Ok, tukaj imamo enega gospoda, s krasnimi čevlji. Na desni strani avtor vidite, da je jaz. Imamo pa malo drugačen stil, tukaj se je pa predvsem glave lotil, pa tale krilca na kapci. Zakaj ima cigareto namesto nosa? Odlično. Tukaj Jernej, mislim, da se bo malo več pokrajine lotil, da bo malo bolj orisal situacijo. Matej se je pa bolj lotil glavnega lika. Ne vem, kaj se je zgodilo pri Jerneju, ampak mislim, da so enega obesili, pa vesel je. Vesel je, da visi. Matej ima pa že čist osmojeno kapco, pa kakšna so to malo demonska krilca, pa v spalni srajci je, to mi je tudi všeč. Tale je hud, na tak večerni čikec je šel. A je to slučajno čarobni napoj? Ja, odlično. Tukaj pri Jerneju pa zaenkrat napoja še ni. A si ti kar končal? Ja, 2 minuti 22, jaz bi mogel štopati. Recimo, da sem začel štopati, ja. Še 30 sekund imate, to je vse zmerjan in absolutno nisem pozabil na to. Ja, še 3 sekunde pravi moja zelo natančna ura, tako da še zadnji popravki. In zaključimo. Evo, the best. Sta fertik, sta zadovoljna s svojim delom? Ja? Ok. Pol pa pogledamo, kako je kaj zadovoljna publika, bomo ploskali, ker gre se za velik vložek. Ne vem, če veste. Zdaj ploskate obema, vse to vemo, ne? Jaz še nisem... Ok, to mi je cool.
To mi je kul. Team playerji smo vsi, ampak vseeno bomo zbrali, kjer nam je boljši. Dajmo zdaj en aplavz za tegale iz Noguda od Mateja. Ok. Zdaj pa še aplavz za Jerneja. A vi mogoče za oba ploskate. To so sami skupni frendi. Ok, vsak mu pol točke, takole bomo začeli zelo prijateljsko. Zdaj pa na oder vabim Pijo Nikolič, šarmantno Pijo Nikolič, da podeli prvo nagrado in sicer za otroški strip v prevodu. Živa Pija. Zdravo Matjaž, lepo pozdravljena publika. Jaz bi povabila na oder še Nika Rusa, sourednika oddaje Stripofilija in stripovskega ljubitelja, ter Mateja Kocjana Kocota, likovnega pedagoga in striparja, ki sta predstavnika letošnje žirije. Nataša Sedminek je na zasluženem oddihu, tako da se žal opravičuje, da je danes ni z nami. Naj pa povem, da smo letos prvič podarjali nagrade iz strani društva Stripa Packa, novo ustanovljenega in prvotno prav zaradi tega, da bo torej društvo Packa prevzelo najprej predajanje nagrade, potem pa, če kogarkoli zanima, organiziramo tudi druženja, konkretno naslednje bo, povem tudi že vsem ostalim, 11. na 12. november bomo organizirali 24-urno risanje stripa v sodelovanju s prijatelji iz Srbije, Hrvaške in Črne gore, letos tudi iz Bosne. Sicer pa naj vam še to povem, da je letos tudi izbor žirije potekal malo drugače kot prejšnja leta, namreč člani društva so dali predloge, na podlagi katerih smo nato izglasovali žirijo. V prvem obvestilu smo sicer dejali, da bo tretja članica komisije Samira Kentrić, ampak se je žal zaradi preobilice dela morala umakniti, tako da bomo letos naredili malce drugače, da bojo ljudje imeli več časa za branje stripov, bomo to izvedli seveda že v začetku leta. Za kakršnekoli predloge za izboljšavo pa seveda prosim stopite do mene in nam jih le podajte. Želimo si namreč, da bi ta nagrada osvojila prav vse. Naj najprej povem, kdo so bili letos nominiranci za najboljši prevod stripa za otroke in mlade. Gre za kategorijo, ki je najbolj obširna. Sicer je bilo vsega skupaj 79 stripovskih albumov, ki so jih žiranti prebrali. In sicer v kategoriji najboljši prevod stripa za otroke in mlade so bili letos Rajna Telgemeier s svojim stripom Sestrici, izdanem pri Grlici v letu 2022, ki ga je prevedel Matej Frece. Toni ali kako do novih nogometnih čevljev Filipa Vehterja, izdanega pri Mladinski knjigi v lanskem letu, ki ga je prevedla Neža Božič, in pa Graščina Vrtec na obisku, ki so ga skupaj ustvarili Aleksis Nesme, Joan Sfar, Louis Trondheim in je bil izdan pri Grafitu lani, prevedel pa ga je Izar Lunaček. Zdaj mogoče še vidva malo povesta kaj v zvezi z to nagrado, ali bi želela, da kar preberemo utemeljitev? Daj, razglasi, prosim. Po moje lahko prebereš tudi utemeljitev, glede na to, da smo se blazno kregali in smo porabili ure in ure, da smo uskladili naša stališča, ni bilo nič tako grozno. Ne, dejansko smo se dokaj hitro uskladili. Pri otroških stripih v bistvu ni tako velika izbira kot pri odraslih. Zdaj pa lahko prebereš utemeljitev zmagujočega stripa. Boš ti povedala. Velja. Takole so odločili. Čeprav iz vsebinskega vidika ne gre ravno za tipičen primerek stripa za otroke, saj je prežet z eksplicitno nasilnimi prizori in črnim humorjem na meji dobrega okusa, je po drugi strani izstopajoči primerek inovativne in inteligentne pripovedi, saj prinaša nekonvencionalno svežino mladi stripovski publiki, ki je sita politične korektnosti, pedagoške ustreznosti ter ostalih moralnih lajn, ki jim jih odrasli dnevno serviramo. Vrtec na obisku je v osnovi strip, ki bralca pristno zabava in se posledično ne ozira na kakršnakoli pravila ali priporočila. Izstopa še po izredni likovni izvedbi in odličnem prevodu Izarja Lunačka. Nagrada gre torej stripu Graščina Vrtec na obisku Aleksisa Nesmeja, Joana Sfarja, Louisa Trondheima, izdanega lani pri Grafitu, ki ga je prevedel Izar Lunaček, ki ga zdaj vabim na oder.
čestitke. Krasno, krasno, čudovito. Hvala lepa. Ja, moram povedati, rahlo osramočen, da sem bil zelo proti izidu tega stripa, ker se mi zdelo, da v bistvu sabotira ta projekt Graščine, zaradi tega, ker je taka zadeva, ko je ful dobra pa ful zabavna, ker se enkrat prebral vso Graščino, zdaj ko je pa ravno uveljavljamo pri starših, sem se pa malo strašil, da jih bo odvrnil. No? Ampak me pa zelo veseli, da sem to prejel, ker mi je ful lepa letos ta nagrada, pa mi je škoda, da ne bi imel doma. Hvala. Matjaž, izvoli. Hvala, Pija. To je bila prva nagrada, zdaj bomo pa šli še na domača tla in sicer bomo se pripravili še na podelitev nagrade za otroški strip Domači in bomo spet malo risali in se bojevali. Tako da rabim kakšen predlog nekega stripovskega lika, ki je namenjen predvsem otrokom in je delo slovenskega avtorja. Ne vsi en čez drugega, brez skrbi. Kekec kot stripovski junak, v redu. Bomo vzeli kekca ali ima kdo še kakšno boljšo idejo? Rdeča pesa kot stripovski junak, ok. A to res obstaja, oprosti, tega nisem nikoli bral. Res? Kako imamo tukaj? Prosim? Božo Kos kot strip. Ok, meni v bistvu mi je všeč, dajmo Božota Kosa narisati. Ok? Vem, ampak, a veš, a ne bi bilo hudo, da Božota Kosa narišemo, kad dela nekaj za otroke. Kaj dela Božo Kos? Božo Kos, ki Boža Kosa. Dajmo to videti. In tudi tokrat ne bom pozabil na uro, tako da imata 2 minuti in veliko sreče. Ne? Še vedno imamo Jerneja na levi, se pravi velike na kocki, to je hudo tekmovanje. Zelo zanimivi pogledi na gospoda Božota. Na desni imamo se pravi Mateja Dečeka in levo imamo Jerneja Žumra. Aha, Jernejev Božo Kos je dal kosa kar v naročje, zgleda. Pa zdaj verjetno sedi. Probimo ugant na čem. Lahko, da bo fotelj, ne, ampak fotelj je tako dolgočasen, lahko, da bi bil to kakšen gugalni konc zdaj, ali pa, aha, ok. No, seveda, jasno. Ok. Mateo je pa bolj treplja, ne, na delč. Ma rad kose, ampak rad ima pa tudi čiste roke, ne. Jaz bi drugače rad bral en strip o Božotu Kosu, ki je Božov Kosa. To se mi zdi, da bi bilo lahko zelo zanimivo za kogarkoli, ki zdaj to posluša. Vsaj enega kupca bi imel. Pa oblaček je, pa ene roke grejo ven iz zemlje, ki je malo te živi mrtveci, ne pesa je, ok, vse good. Sem se že bal, da bo šlo na eno tako malo bolj temno smer. A mu to tudi poljubčke pošilja, Matej? Mu mal, ne? Ma mal šobico. Aha, ja. Evo, to, da veste, imate še 5 sekund za zadnje popravke, ki bodo morda ključni. In konc. Odložita peresi, pisala. To je to, kar je. En aplavz za oba, prosim. Zdaj se pa dajmo zmeniti, da če že ploskate za oba, dajte za enega ful glasnej. Zato, da bomo probali to točko dejansko nekomu oddati. Tako da najprej en aplavz za levo risbo od Mateja. Ok. Tudi nekaj vriskov je bilo vmes. In zdaj aplavz za desno sliko od Jerneja. Ja. Tokrat gre točka Jerneju in na oder ponovno vabim očarljivo Pijo Nikolič.
Madonna, kmalu ti bo zmanjkalo pridevnikov, ne? Ne, jih imam pripravljene. No, čas je, da podelimo najboljši domači strip za otroke in mlade. Letos so se med nominacijami znašli Urmal, Mamutov prijatelj, Jožeta Urbanije in Mihe Haja, izdan letos pri občini Kamnik in knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. Rdeča raketa in zeleni planet Ivana Mitrevskega, izdan v samozaložbi v letu 2022. In pa Mala kraljica velikih sten Mira Marko Debelak Držaj, ki sta ga ustvarila Natalija Štular in Damjan Stepančič, izdal pa Gornjesavski muzej Jesenice, enota Slovenski planinski muzej 2022. Slednji je mogoče, bi lahko rekli, tudi hibrid. Ravno zaradi tega tudi lahko rečemo, da gre za strip in sorodne sekvenčne umetnosti. Če ste bili v zadnjih dneh kaj na konferenci Remix Comics, lahko vidite, da se mogoče v nekaterih drugih državah pravzaprav ne obremenjujejo toliko s terminologijo, kot se more biti sami. A vendarle naj bo tudi to znanost in naj se vendarle razvija. Pri domačih stripih za otroke, torej bom prebrala utemeljitev žirije. Sama nastopam tukaj v vlogi koordinatorice stripovske nagrade, tako da sem zgolj glas veleumov na moji desni, ki pa so zapisali sledeče. Stripovska nadgradnja mladinskega romana Urmal, Mamutov prijatelj, je šolski primer, kako domišljijsko zgodbo, ki razkriva ozadje nastanka najbolj znanega fosila na Slovenskem, spremeniti v slikovito pustolovščino, ki bi jo v prihodnje zlahka prenesli dalje tudi v animacijo. Takšne stripovske oživitve je nedvomno vredno pozdraviti, saj na zanimiv način opominjajo na našo bogato domačo literarno in arheološko dediščino. Nagrada gre v roke Urmalu, Mamutovemu prijatelju, Jožeta Urbanije in Mihe Haja, izdanemu letos pri občini Kamnik in knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. Čestitke, Miha, si z nami. Miha, čestitke. Nagrado s težo, še nekaj. Mogoče še kakšna beseda? Si vedel, da boš dobil nagrado? Ne, čist presenečen. Tako, čas za fototermin, kar izvolite. Aha, še gospod Urbanija, lepo pozdravljeni, čestitke. Še poglejte v kamero. Lepa hvala. Mora biti sledi kako novo sodelovanje? Ja, upam, da bo še veliko sodelovala. Ja. Jaz nimam nič za povedati. Človek izraza vizualnega, ne pa besede bomo prihranili za malo pozneje. Čestitke obema, lepa hvala. Matjaž. Iskrene čestitke nagrajencema. 2 od 4 nagrad smo že podelili, zdaj pa gremo na stripe za odrasle. In sicer bomo najprej podelili nagrado za prevod stripa za odrasle, pa bomo spet potrebovali vaš predlog. Se pravi, nekega junaka iz tujih stripov za odrasle bi potreboval, ki ga bosta Jernej in Matej narisala. Imamo kakšno idejo? Dylan Dog, ok. Klasika. Ostanemo kar pri Dylan Dogu ali ima kdo boljšo idejo? Prosim? Sej, ni še konc, še bomo dali zraven. Prosti, ti si imel, mislim, da še neki? Bob Rock iz Alana Forda. Jaz bom Dylana Doga obdržal. Kaj pa ta Dylan Dog dela, pa imejmo v mislih, da so otroci še v publiki. Kaj nenavadnega za Dylana Doga, nekaj, česar on ne bi počel? Kako, prosim, kaj srajc? Da ima modro srajco. To je tvoj predlog, ko one narišeta črno-belo. Ok, jaz bi rad videl, kako narišeta.
Boba Dylana, ki absolutno ima modro srajco, to nam mora biti čisto jasen. Ta srajca je modra in jaz vaju izzivam v tem, da ne napišete, da je modra, pokažite nam, kako je modra. Okay? No, srečno, 2 minuti imate, tako da evo, začenjamo. Tako. Malo Snoopyjevsko začenjamo. The best. Ne vem, publika, kako se nam zaenkrat zdi, a je ta srajca modra? Ja, nekdo se je oglasil suvereno, da je. Tako da ne vem, če rabiš še karkoli narediti v resnici. Ta srajca je praktično modra, nekdo jo je prepoznal. Kaj pa ta srajca, ki je sploh še ne vidimo do konca, kaj on drži? Ok, dobro, cool. Starim, za hip, ne? Za hip si me. Dobro, klede, sorry, Ernest, sploh ne vem, če še rabiš risati, to je evidentno, vsem je jasno, da je to Dylan Dog z modro srajco. Medtem, ko tale, jaz sem sam res vesel, da je tole glasbilo, stari, ker boš še sen napisal, gledaj ka upornik. Smo se zmenili, mislim, jaz sem se zmenil. Imamo pa še 40 sekund, lahko probaš, a so to valovi, a si valove naredil na srajco, kot češ iz morja je. Ta srajca je narejena iz valov, tako da je evidentno modra. Ok, Ernest se je tega lotil na zelo out of the box način, ampak deluje. Mislim, da sta se zelo na različne načine lotila. In počasi zaključujemo. Ernest, ti si že odložil, Matej bi še kaj dodal. To je to. Evo, odlično. Se pravi, dajmo še enkrat mogoče kar aplavz za oba, da malo grejemo. Komu se zdi boljša slika od Jerneja? Folk ima rad številke, ne? Folk ima rad številke. To je tako, ko si hodil v šolo, pa so si tako, veš kaj, vse mi je bedna, samo matematika, stari, kaj mi pa matematika dela. Ok, komu je bila pa boljša slika od Mateja z valovi? Jaz mislim, da bom tukaj dal točko Mateju. Zato, ker je meni tudi huda, pa veš, kje so pa pravila napisana. Tako da medtem, ko jaz tele stvari beležim, na oder vabim še enkrat edinstveno Pejo Nikolič in za 3. nagrado danes. In pa seveda tudi žiranta Nika Rusa in Mateja Kocjana Kocota. Tako, med 3 nominirance, kot ste verjetno videli, se je uvrstil med najboljši prevod stripa za odrasle tudi Piščanec s slivami Maržansa Trapi, ki je šel pri založbi Buča v letu 2022 in ga je prevedla Jedrt Maležič. In naj seveda povem, da pri glasovanju tega stripa med nominirance smo žal morali eno od žirantov izločiti, ker sodeluje s to založbo, pa je vendarle strip pristal med top 3 stripi. Druga 2 pa sta stripa založbe Vigevage knjige in sicer Človek za nobeno rabo Jošiharu Cuge v prevodu Istoka Ilca ter Oglik in silicij Matjoja Bableja, ki je bil izdan lani in ga je prevedla Saša Jerele. Kdo pa je zmagal? Verjetno boste vedeli že takoj, ko začnem s prvimi besedami, vsaj tisti, ki ste te stripe brali. In sicer zmaga gre stripu sledečemu. Aktualna tematika umetne inteligence je mojstrsko predstavljena skozi medij stripa, tako po kompleksnosti teme, ki odpira vprašanja glede pravice do obstoja in priznavanja statusa živega bitja s sintetičnim humanoidom, ki v dolgoživosti in sposobnosti preživetja prekašajo svoje stvarnike, kot tudi epskemu časovno-prostorskemu razponu, s katerim nam postreže zgodba, ko sledi propadu človeštva skozi oči glavnih junakov Oglika in Silicija.
Že vsebinsko je to epohalno delo, v tem oziru pa ne odstopa niti na likovnem področju, tako s poetično risbo Matjaja Bableja, kot odlično montažo prizorov. Nagrada gre Ogliku in siliciju Matjaja Bableja, izdanemu lani pri založbi Vigevage knjige v prevodu Saše Jerele. Je Saša ali kdo iz založbe Vigevage knjige mora biti z nami? V nasprotnem primeru bomo dali ene 300 evrov za poštnino, kajti letos je nagrada res težka in bomo nagrado poslali po pošti. Vsekakor čestitke Saši Jerele. Matjaž, izvoli. Hvala lepa, Pija. Tako prihajamo do zadnjega dvoboja današnjega večera in sicer pred nagrado za domači strip za odrasle. Tako da še zadnjič vas bom prosil za nekaj predlogov in sicer kakšen domači stripovski junak namenjen predvsem odraslim. Lahko je nekaj, kar poznate, lahko pa tokrat malo bolj široko zastavimo, pa vzamemo kakšen predlog junaka, ki bi si želeli, da bi obstajal, pa ne obstaja. Tako da zelo, zelo free, karkoli vam pade na pamet. Nekaj se je slišalo, ampak ne do odra. Nekomu je bilo pa full over. A lahko, you're in on the joke. Dajte povedati, kaj je bilo? Aha, ok, se pravi, v bistvu vsi smo bili del te fore, sam jaz nisem vedel za to. Ja, cool. Kaj, vidva bi mene risala? Ok, če ne dobimo božjega predloga, bomo mene risali. To je vedno cool. Ok, cool. Kaj bom pa jaz delal? Zdaj imate moč, zdaj lahko rečete karkoli. Kako delu? Belil bom. Pel bom. Na srečo samo v stripu. Ok. A imamo še kakšen predlog? Rešil Slovenijo, pa neki s palco, kaj? Skok v višino s palco. Jaz bom skombiniral dva ta predloga in prosim, da me narišete, kako s petjem rešim Slovenijo. Kar je absolutno znanstvena fantastika. Kot ponovadi imamo 2 minuti. Jaz bom pa v bistvu naredil eno foro, pa bom prosil nekoga iz publike, da mogoče to komentira namesto mene. A bi bilo to možno? A boš ti prišel gor? Ne, ok. Ti moraš fotkati. Sorry, drugače bi ful, ne? Se razumem. Ja, pa nimam druge, pa se moram pa gledati. In absolutno ne bom dal točk samo tistmu, ki me bo boljš narisal, ampak bom zelo objektiven. Se pravi, na desni držim mikrofon in na levi, valjda, na Triglavu sem, ok. Kaj počnem pri Mateju? A jaz jaham proti vsem, Matej? Ok. Pri Mateju jaham proti vsem, pri Jerneju stojim na konicah Triglava. V obeh primerih kar slišite, kako dobro pojem. Ni mi sicer jasen, kakšne barve srajc imam, ampak ok. Modra je, ne? Ja, valjda, da je modra. Cool, se pravi, na Proteusu jaham ali pa stojim na Triglavu. Pa kličem dež, očitno. Preden boste pol to zbrisali, sem jaz fotko, ker mislim, da imam tole za tako, a veš, jaz bom to objavljal. Slepa človeška ribica je, valjda. Pa kuharsko kapco imam, ali kaj je to. Dobar je. A so bi vesoljci možgane vzeli? Vesoljci so mi vzeli možgane, kar je edini način, da se reši Slovenijo. Nekaj ljudi preveč ima možgane. Ok. Ja, moj timer pravi, da smo zaključili, tako da žal dejta neha, čeprav jaz bi se z užitkom še gledal. Kino Šiška, plačate enega peklaja, pa 3 dobite. Ok, cool. Gremo glasovati, kaj se vam zdi boljš.
A sem pri Jerneju boljš s pesmijo Rešil Slovenijo? Bomo zdaj zaploskali? Ok. Ali sem pri Mateju s pesmijo boljš Rešil Slovenijo? Ok. Jaz sem to zelo dobro poslušal, objektivno, in bom dal obema pol pike, kar pomeni, da je današnji dvoboj zaključen z izenačenjem. Kdo bi to pričakoval pred začetkom, ne? Tako da vsak je dobil 2 točki, en aplavz za Jerneja Žumra in Mateja Dečeka. Hvala vama. Na oder pa vabim neponovljivo Pijo Nikolič in Žirante. Hvala, neverjetni Matjaž Peklaj. Čas je, da razglasimo še zadnjo nagrado v kategoriji najboljšega domačega stripa za odrasle. Naj najprej povem, kateri stripi so to bili. Kajuh, pesnik, partizan Zorana Smiljaniča in Marjana Pušavca, izdan pri knjižnici Velenje in pri Buči v letu 2022. Nekropola, roman v stripu Jurija Devetaka in Borisa Pahorja, izdan pri Mladinski knjigi v letu 2022. In Avtocesta, avtobiografska stripanica Žige Valetiča, izdan pri grafičnem ateljeju Zenit v letu 2022. Preden pa razglasimo zmagovalca, moramo povedati, da nam je pravzaprav všeč, no zdaj govorim jaz kot komisiji, žiriji je bilo všeč, da se je ustvarila tudi polemika, kajti verjamemo, da če se ustvari polemika, da to lahko samo pomeni, da bo več ljudi govorilo o stripu, in dokler so debate polne argumentov in ne konfliktov, nam je to samo dober napotek za v prihodnje. Tako da Matej bo nekaj povedal o tem. Ja. Kakor je že Pija namigala, v bistvu je bila ta izbor malo kontroverzen, ker smo pač v ta ožji izbor ušteli delo, ki ni bilo generirano strani nekega fizično prisotnega avtorja, ampak nekoga, ki je vnesel ukaze v generator sličic. To je bil Žiga Valetič, ki ko je videl, da je njegov strip bil izbran, je pač pokazal oziroma izkazal neko nezadovoljstvo glede na to, kaj je bilo, kateri stripi so bili letos v širšem izboru. Ampak po drugi strani smo se odločili ravno za ta njegov strip, ki je nastal na podlagi scenarija in njegovih ukazov, zaradi tega, ker je postala umetna inteligenca del današnjega časa, del vsakdanje uporabe kreativnih ljudi. In bo omogočila najbrž tudi v prihodnje, da ljudje, ki niso talentirani na risarskem področju, lahko tudi ustvarjajo stripe, mogoče na zelo specifičen način, mogoče ne ravno s tako kontrolo, kot neki klasični stripovski avtorji, ampak bo definitivno to prispevalo k bogatstvu stripovske produkcije, ne samo v Sloveniji, ampak v svetovnem merilu. Po drugi strani se proti takim orodjem ne smemo bojevati, ampak jih moramo sebi priti obrniti, in z tega vidika se pa odpirajo tudi moralna vprašanja, etična vprašanja v smislu, kako zdaj to nagraditi oziroma ali lahko sploh tako delo nagradimo ali ne. In tukaj mislim, da je Žiga izkazal pač to skrb. Jaz sem ga vprašal, če dovoli, da to malo izpostavimo in razpredamo okoli, ampak mislim, da ta debata se na najboljši možen način odpira sedaj v Sloveniji uradno, in mogoče bo tudi tema naslednjih konferenc, ki jih organizira Packa. Tako da to je to z moje strani. Hvala za ideje. Ne pozabiti, Razlinta tinta se tekom celega leta prav tukaj v Kino Šiška odvija sicer enkrat na mesec, tako da stripovske dogodke lahko pričakujete tudi vse do junija. No, domači strip za odrasle. Najboljši domači strip za odrasle, Zlatirepca 2023, pa prejme sledeči strip. Strip je v osnovi literatura v slikah. Nekropola pa zenit slovenskega stripa, ki ga je literatura navdahnila. S tem je eno od svetovno znanih slovenskih literarnih del prevzelo vizualno ekspresivnost, ki jo je težko opisati oziroma podati samo z besedo. Jurij Devetak je opravil izjemno delo, ko je temačno avtobiografsko zgodbo preživetja pisatelja Borisa Pahorja skozi serijo koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno spremenil v konkreten skupek podob, ki te v svoji stilski in kompozicijski dovršenosti ne morejo pustiti ravnodušnega
ki te v svoji stilski in kompozicijski dovršenosti ne morejo pustiti ravnodušnega, tako iz estetskega kot pričevalskega vidika. Nagrada gre torej stripu Nekropola, romanu Stripu Jurija Devetaka in Borisa Pahorja, izdanega lani pri Mladinski knjigi. Okay, hvala vsem. Hvala. Čestitke, Jurij. In pa ker sem obljubila, čestitke tudi Jurijevi sestri, ki je danes prišla kot njegova družba iz zamejske Slovenije. Tako da čestitke tudi njej. Čestitke tudi vam, draga publika, brez vas festivala Stripa Tinta ne bi bilo. Čestitke vsem avtorjem, žiriji, risarjem, moderatorju, seveda izjemni tehnični ekipi Kina Šiške, ki je danes z nami že od ranega jutra in bo verjetno za nami, ko bomo mi že davno šli spat. Potem, ko bo seveda Matjaž zaključil, vas še vedno vabim ob 9 na koncert, risani koncert Mikija Solusa in Izarja Lunačka. Pa seveda Društvo Stripa Packa vam želi, da preberete še kakšen dober strip, da pridete do nas, če imate kakršnokoli idejo. Imamo že kar nekaj članov in veseli bomo tudi vašega članstva, predvsem pa tudi idej za morebitne srečanja in dogodke ali kaj drugega v prihodnosti. Torej, hvala lepo vsem. Izvoli, Matjaž. Hvala, Pija. Hvala vsem, ki ste se udeležili pete podelitve nagrad Zlati repec in se vidimo tudi prihodnje leto. Mislim, da si zadnji aplavz zaslužite kar vi sami. In še enkrat hvala Matej in Jernej, ker sta bila z nami. Takole. Ob 9 pa koncert, zdaj pa mal pikant. To sem vedel že prej, ampak rabim povabiti na oder še zmagovalce za skupno fotko, tako da vsi, ki ste že enkrat prišli na oder, lepo prosim, če pridete še enkrat, da si vas ljudje lahko tudi še enkrat ogledajo. Hvala lepa. Super. Publikum.